Pozdravljeni. Zopet je na vrsto prišel naš običajni tedenski komentar novic, kjer si bomo kot ponavadi pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Kot običajno se bomo tudi danes ustavili pri 4 različnih temah. In tudi tokrat, ukolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, imate bližnjice do originalov navedene v samem opisu. Verjetno vsi vi že dobro veste, slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih. Ko se slika spremeni v črno-belo, pa dodajam moj osebni komentar oziroma moje mnenje. A tudi tokrat smo prav na hitro ponovili ta naš malce drugačni format, zato se takoj lahko lotimo prve današnje teme. V današnji prvi temi se bomo dotaknili članka, ki je bil objavljen 30.6. na spletnem portalu motorsport.com. Tu smo lahko prebrali izjavo Adriana Neweya. Ta si želi, da bi z novim posodobitvenim paketom, ki bo prišel v uporabo na veliki nagradi Madžarske, prepričal Fernanda Alonsa v nadaljnje sodelovanje z ekipo iz Silverstona tudi v sezoni 2027. In verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da je Aston Martin v letošnji sezoni svetovnega prvenstva Formule 1 tisto razočaranje, ki je verjetno osupnilo vse nas ljubitelje tega športa. Verjetno so bili razni novinarji in analitiki malce preveč optimistični na kombinacijo Adrian Newey, Fernando Alonso ter Honda, ampak vsekakor tako slabih rezultatov si nismo predstavljali. A po drugi strani ne moremo mimo dejstva, da je Fernando Alonso blizu zaključka svoje kariere, da verjetno se mu ne ljubi razvijati verjetno problematičnih bolidov in še bolj problematičnih pogonskih sklopov. In da, tudi če bo posodobitveni paket Aston Martina deloval, bodo težko prepričali, če bo dobil, kot pravijo, ustrezno ponudbo strani ekipe Alpine. Rad bi vas spomnil, da je Flavio Briatore še danes njegov menedžer in da s prihodom Guccija v Alpine bi znalo biti zanimivo, še posebej, ker od letošnje sezone imajo pogonske sklope Mercedes. In tu seveda se odpira tudi vprašanje, zakaj si želijo pri Aston Martinu zadržati Fernanda Alonsa. Rezultati, tako ali drugače, ne bojo briljantni in verjetno Alonso pri Aston Martinu sploh ni zaradi svojih vozniških sposobnosti, ampak zaradi popularnosti. In sam bi Alonsa razumel. Njega ne zanima sodelovati v svetovnem prvenstvu Formule 1, zato da bi dosegal nekaj točk. Njega zanima biti na zmagovalnem odru, še posebej na oni srednji stopnici. In če bo imel priložnost za pravo ekipo, da bi bil vsaj blizu tem rezultatom, bo verjetno nadaljeval. Ukolikor bodo to samo neke fantazijske obljube, bo prenehal s Formulo 1 ali pa zamenjal ekipo. Ne glede na to, kaj si Adrian Newey želi. A videli bomo, kot običajno, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Mi si pa poglejmo drugo današnjo temo.
29.6. smo lahko na spletnem portalu GP Blog znova zasledili izjavo Bernieja Ecclestona. In treba je povedati, da je bil tudi tokrat, kot ponavadi, precej piker. Namreč, kot običajno, se je spravil nad Ferrari, kjer je nekako zagovornik tega, da naj bi v skuderijo iz Maranella prišel Christian Horner. In poudarja, da je največja težava Ferrarija prav v tem, da glavne odločitve sprejemajo Italijani. In tu verjetno vsi mi, ki malce dlje časa sledimo Formuli 1, smo verjetno slišali že takšne in drugačne teorije, glede tega, da Italijani pač ne znajo. Čeprav je treba poudariti, da nek Stefano Domenicali vodi Formulo 1, da nek Andrea Stella je glavni pri McLarenu in McLaren v sezoni 2025 je odnesel oba naslova, da imamo ogromno tehnikov, ki so po raznih ekipah Formule 1 in so Italijani. Težava je verjetno v tem, da Italijani v Ferrariju ne dosegajo tistega, kar bi si nekateri želeli. Ampak tu je težava nekje drugje, ne v narodnosti določenih tehnikov, določenih kadrov, temveč v notranjih strujah, ki se med seboj borijo za prevlado v Ferrariju. In o tem sem na kanalu govoril že neštetokrat. In tudi, če bi se želja Bernieja Ecclestona uresničila, če bi na čelo skuderije prišel Christian Horner na mesto Frederika Vasserja, bi bilo potrebno počakati najmanj 3, če ne 4 leta, da bi lahko sploh videli kakšne rezultate. Bi bilo to po vaših željah? Ne vem. V glavnem, Bernie Eccleston ima svoja leta in Bernie Eccleston je začel ponavljati tiste zgodbice, ki si jih verjetno spominja iz svoje mladosti. Tako da takšnim izjavam, vsaj po mojem, kakšne prevelike teže ne smemo prepisovati. A toliko o tem. Mi si pa poglejmo tretjo današnjo temo. V tretji današnji temi se bomo pa ustavili pri članku, ki je bil objavljen 30.6. na spletnem portalu Planet F1. Tu smo lahko brali, kako je Lewis Hamilton zaskrbljen glede tega, kar se je zgodilo na prvih krogih velike nagrade Avstrije. Namreč Charles Leclerc in tudi Lewis Hamilton sta imela kar nekaj težav s tistim električno-hibridnim delom njunega pogonskega sklopa. In tu velja poudariti, da je Andrea Kimi Antonelli, na primer v prvem ovinku drugega kroga, malo da ne zadev v Charlesa Leclerca, ki je imel okrog 30 km/h nižjo hitrost, kar je ogromno v svetu Formule 1. In tu se poraja vprašanje, kaj se dogaja pri skuderiji. Čeprav je govora o električno-hibridnem delu in ne onem termičnem, ne smemo mimo dejstva, da so pri Ferrariju prav na veliki nagradi Avstrije vgradili nov termični del, nov motor z notranjim zgorevanjem, ki je bil predelan glede na pravilnik A2. So morda zmanjšali ono moč, ki jo ima MGUK pri generiranju električne energije, ne vem. Vsekakor, če je zadeva postala nevarna, je treba odkriti vzroke in jih seveda tudi odpraviti. A videli smo, da prav v prvih krogih velike nagrade Avstrije je Charles Leclerc izgubljal mesta kot za šalo. In če je vzrok v hibridnem delu, je zadeva več kot resna. A kot običajno bomo ugotovili, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, nam je pa danes ostala še četrta, zadnja tema.
V zadnji današnji temi se bomo kot običajno dotaknili malce bolj obrobne teme in ustavili se bomo pri članku, ki je bil objavljen 30.6. na uradni spletni strani Formule 1 f1.com. Tu smo lahko videli, da bodo imeli pri McLarenu na prihajajoči dirki za veliko nagrado Velike Britanije posebno barvno shemo. Ta bo spominjala na tisto, ki so jo imeli pri McLarenu davnega leta 1966 na njihovem prvem bolidu Formule 1, M2B. In seveda poznavalci dobro veste, da je bil prvi McLaren bel z sredinsko temno-zeleno črto. In tak bo tudi letošnji bolid, ki ga bomo videli na dirki v Silverstone. A sam bi rad dodal nekaj. Prvič, na elegantnem bolidu iz 60-ih let je takšna barvna shema nekaj, vsaj po mojem, najlepšega, kar lahko vidijo naše oči. Na sodobnem bolidu Formule 1 ta kombinacija s tisto sredinsko črto ne pride toliko do izraza, ali bi lahko dejali, da je pošteno grda v primerjavi z originalom. Ampak gre za moje mnenje, za moje videnje, morda je vam bolj všeč kot ona klasična in tu ni nič narobe. Ampak druga zadeva, ki se meni osebno zdi bolj pomembna. Zakaj imajo to barvno shemo na dirki za veliko nagrado Velike Britanije? Pri McLarenu so 1000. dirko nekako obeležili na veliki nagradi Monaka, čeprav je bila v resnici 999. Posebne barvne sheme, ki bi spominjala na njihov debi, niso imeli na veliki nagradi Barcelone, ki je v resnici bila njihova 1000. dirka v Formuli 1, in na veliki nagradi Avstrije prav tako ni bilo ne duha, ne sluha o kakšnem praznovanju. Seveda, na dirki za veliko nagrado Velike Britanije bomo imeli to posebno barvno shemo. Morda, ker je ekipa britanska. Seveda, mnogi bodo dejali, a ni bil Bruce McLaren iz Nove Zelandije? Res je, ampak ekipa McLaren je od nekdaj, od svoje ustanovitve, imela britansko licenco. In igrali so britansko himno ob vseh njihovih zmagah, če kdo ne verjame. In to je tisto, kar vse skupaj spravlja pod rahlo čudno luč. Praznuje se nekaj, kar v resnici morda niti nima kakšne prave osnove. Ampak glavno je, da se doma nekaj pokaže, da se je posebni, da se priteguje pozornost, čeprav vsebine je v resnici bolj malo. A ja, če smo že pikolovski, prav McLaren na veliki nagradi Velike Britanije leta 1966 je osvojil svoje prve točke. A kot zanimivost, takrat niso imeli motorja Ford, temveč Serenissima. Videli bomo, če je to pravi razlog za barvno shemo na dirki v Silverstonu, čeprav osebno dvomim. A to je bilo, kar se tiče današnjega komentarja novic, vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.